Prehajamo na 14. točko. Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi predpogodbe k prodajni pogodbi. Predlog sklepa ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj župan, poročevalci pa Bogdan Pogačar, Aleksander Uršič, Nika Ovijač in pa Maja Sušnik. Besedoma Bogdan Pogačar, se opravičujem. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav v mojem imenu. Pred sabo imamo predlog sklepa o soglasju k sklenitvi predpogodbe k prodajni pogodbi. In kot piše v razložitvi, na območju nekdanje smodnišnice že vrsto let so se vrstile prodaje večjih zaokroženih kompleksov ali posameznih zemljišč. Občina se je nekajkrat udeležila tudi javnih dražb, a do sklenitve posla ni prišlo. Pred časom pred kakšne pol leta se je pokazala možnost, da občina odkupi kompleks zemljišč na južnem delu območja, kot ga imenujemo Južni Kik, vključno s prometnimi površinami in parkom pred vhodom v smodnišnico. Torej, obseg ponudbe je bil park pred vhodom v smodnišnico. Bistveno, kar se meni tudi zdi ključno, je, da bi, če ne bi sklenili posla, izgubili dostop do Doma kulture, ker je tudi ena parcela sega čez cesto, ki vodi do Doma kulture. Potem je v tej ponudbi, ki jo imate pred sabo, tudi infrastruktura, se pravi kanalizacija in vodovod, vsaka v dolžini malo čez 800 metrov, to pomeni do srednjih vrat, kar je bilo narejeno leta 2016-17. Potem so funkcionalna in stavbna zemljišča. Funkcionalna zemljišča v kvadraturi 22.941 kvadratov in pa površina stavb 3640 kvadratov. Poleg tega, se pravi ceste in komunikacijske površine v izmeri 21.520 kvadratov in pa dva industrijska šotora, ki sicer nista vpisana v kataster stavb, ki stojita trenutno na parceli 390/1. Zdaj, če povzamem majčkeno dogajanje od takrat, ko smo sedeli v sestavi vodij svetniških skupin in sva jaz in Aleksander Uršič, podžupan, dobila nekako v bistvu nalogo, da se poskušava spogajati za nižjo ceno. Se pravi, to je bilo tam nek maj, juniju, je bila cena za kompleks, se pravi industrijski del plus to, kar sem naštel, 4.200.000 plus DDV. V začetku junija je Iskra Mehanizmi dala popust tam nekje 250.000 evrov, na kar sva pa se s podžupanom v Lipnici 12.6. udeležila sestanka in tam smo se dogovorili, da občina brez dokazila, da lastnikom, ki so kupili od Iskre Mehanizmi parcele, brez dokazila, da so jim prodali komunalno opremljene parcele, ne moramo plačevati kanalizacije in vodovoda. In tako smo se spogajali, da je cena brez kanalizacije in vodovoda 3.200.000 plus DDV. Med tem časom je popolnoma, lahko rečem naključno, prišel nek interesent za nakup proizvodnega dela družbe Iskre Mehanizmi in temu je sledilo izločitev proizvodnega dela iz ponudbe občini Kamnik. Tako je v juliju in avgustu 2020 cena za predmetna zemljišča bila 1.700.000 evrov plus DDV, brez infrastrukture, se pravi brez vodovoda in kanalizacije. V septembru smo naročili preučitev posla strani davčnega svetovalca z namenom, da bi večino zemljišč v bistvu kupili obdavčeno z davkom na promet z nepremičninami. Ko je davčni svetovalec dal nam zeleno luč, da je večino zemljišč se kupuje obdavčenim z davkom na promet z nepremičninami, so sledila v oktobru še zadnja pogajanja in
Spogajali smo si ceno 1.990.695 evrov plus davek na promet z nepremičninami, razen ena parcela bo obdavčena iz DDV-ja, vključno z infrastrukturo, se pravi vključno z vodovodom in kanalizacijo in vključno z 2 industrijskoma šotoroma, ki stojita, kot sem rekel, na parceli 390/1. Predpogodba, ki jo imate pred sabo, je v bistvu, lahko rečem, so 4 stranke vključene noter, tako 2 prodajalca kot 2 kupca. To je bil pogoj pač prodajalcev, da oba interesenta skleneta predpogodbo v enakem besedilu. Tako predpogodba tudi zavzema v bistvu ali ureja obsega urejanja medsebojnih razmerij tudi bodočih lastnikov, se pravi tudi L-Plasta in občine Kamnik, kot tudi razmerje do Iskra mehanizmov, d.o.o. in holdinga. Tako da, zdaj jaz bi samo še to rekel, kaj to pomeni za občino Kamnik. Občina s morebitnim nakupom prevzema aktivno vlogo na območju nekdanje smodnišnice, predvsem pri usmerjanju prostorskega razvoja in območja in predvsem tudi kot partner, kot lastnik proti ostalim lastnikom, se pravi kot partner, še enkrat poudarjam. Sledi izvedba analize stanja prostora in priprava predlogov za nadaljevanje OPPN-ja. Seveda bomo imeli zdaj večjo željo, večjo aktivnost bomo zagotovo morali pokazati, ker bomo znotraj tudi lastnik in bomo imeli znotraj večji interes. Bistveno, kar se mi zdi, kot poleg tistega dostopa, ki sem ga omenil, do Doma kulture, je pa zagotovitev prostora za širitev centralnih in spremljajočih dejavnosti na območju enote urejanja prostora KA 145, kot ga imenujemo radi tudi Južni Kik. Jaz v začetku bi toliko imel, če pa kakšno vprašanje, pa z veseljem bomo z malo odgovorila. Hvala. Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo svetniške skupine. V imenu svetniške skupine NSi dajem besedo gospodu, kot svetnik, se pravičujem, svetnice, svetniki. Besedo ima Jernej Markelj. Ja, pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj narobe sem se prijavil, tako da če želi gospod Žavbi pred mano govoriti, mu dam tudi prednost kot svetnik. Če pa ni težav tukaj, pa lahko mogoče tudi kar nadaljujem. Dobro, hvala. Najprej pohvala obima podžupanoma, da sta se tako angažirala za to problematiko in da sta uspela pripeljati celotno zgodbo tako daleč, da v bistvu zdaj lahko občina tudi bolj resno vstopi v to zgodbo in tudi pridobi kar precejšen del zemljišč, ki so za občino posebej tudi lahko zanimive. Bi imel pa vprašanje v bistvu glede teh zemljišč. Tukaj, ko sem gledal tole prilogo 2, prikaz zemljišč nakupa, vidim, da čist na severu gor en del zemljišč, ki so kot cesta razparcelirana, niso predmet nakupa, pa bi mogoče bilo smiselno, da se pridobi možnost še severnega uvoza na celotno območje. In pa tukaj v srednji del, kjer je tudi drugi uvoz, sredinski uvoz, je nek del parcele označen, da ni predmet nakupa, ki pa je ravno preseka na nek način to ključno povezavo. Tretji del zemljišča oziroma tretji del vprašanja se pa tiče tukaj glede služnosti. Vidim, da tukaj na vzhodni strani tega Južnega Kika so nekatere industrijske stavbe oziroma neke večje stavbe, ki niso predmet nakupa. Občina pa vseeno pridobi služnost za tale zazelenjeni del oziroma gozdnati del čisto ob zahodnem
robu celotnega kika. Je pa tukaj potem spet en majhen košček, kjer niti ni služnost, niti ni v lasti občine Kamnik, pa bi bilo najbrž zaradi dostopa smiselno neko služnost tudi urediti. Zdaj lahko tudi pokažem konkretno na zaslonu, ampak mogoče se ve, za katere 3 zadeve gre. Tako da toliko z moje strani. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. Lep pozdrav, svetnice, svetniki, predstavniki občinske uprave in pa vsi ostali prisotni. Jaz sem bil eden od tistih, ki smo želeli, da se ta točka obravnava na izredni seji, zato da pridobimo nekaj časa glede preučitve gradiva. Tako, kot sem takrat rekel, zadeva je zelo kompleksna. Jaz sem tole čez vikend sicer bral, ampak dosti več še vedno ne razumem, kot sem razumel takrat, ko sem zelo na hitro pogledal. Vidim, da je en kup partnerjev noter. Zdaj, pohvala je to, da ste se odločili za notarsko obliko pogodbe. Tukaj je vseeno, upam, da tudi občina nekoliko bolj zavarovana pred kakšnimi neprijetnostmi. In glede na samo kompleksnost te pogodbe in pa število akterjev, ki sodelujejo, resnično upam, da ste si vzeli občinska uprava toliko časa, da ste res dobro preučili, da ne bo nekoč nekaj narobe, pa bo nekdo rekel, ups, tole smo pa spregledali. Zdaj, ko se pogovarjamo o poslu, ki je vreden 2 milijona plus, je res treba skoraj da vsako črko pogleda, če je prav postavljena. Ena sama vejica nam lahko včasih zadevo obrne na glavo. Druga stvar, ki bi jo rad omenil, je ta, da naša svetniška skupina je ves čas zagovarjala nekako, da ja, gremo v nakup zemljišč na območju Kika, ampak ne ceste. In zdaj imamo, mislim, tukaj polovico cest. Res, da je nekaj že komunalno tudi opremljenih, ampak meni osebno je bil to eden od orodij, s katerimi bi lahko sedanje lastnike tudi potem držali, ne vem, ko bo treba pridobivati gradbena dovoljenja, ko bo treba neke stvari urejati, da bi imeli mogoče še kakšen vzvod. Zdaj smo mi tam lastniki, oziroma bomo postali lastniki teh cest in me zanima, kaj to za sabo tudi potegne. Ali se nam lahko že kakšen dan po podpisu pogodbe pojavi na občinskih vratih lastnik ene od parcel tam v Kiku in zahteva, da občina te ceste uredi. Jaz priznam, da se že nekaj časa tudi nisem peljal tam gor, ampak ne vem, trenutno v kakšnem stanju so, kaj je tukaj zdaj z vzdrževanjem. Imamo mogoče že tudi kakšno oceno, koliko bo treba v prvem letu, v prvih 2 letih investirati v to, da bomo ceste zagotovili takšne, kot morajo biti, da bomo to kategorizirali, kakšno obliko bojo imele te ceste, pravno, formalno. In pa tretja stvar, na katero bi rad opozoril, lastniki 2 šotorov bomo postali, oziroma bo postala občina in pa kar nekaj ostalih stavb. A že imamo kakšno strategijo, kaj bomo s temi stavbami? Vemo, da občini Kamnik primanjkuje nekih skladiščnih prostorov, pomožnih prostorov, vemo, da morajo hiške, ki so decembra postavljene na glavnem trgu, ne zimovati, ampak letovati na tenis igrišču oziroma na bazenu. Zagotovo je Kik primernejši prostor. Čisto vsega pa verjetno tudi ne rabimo, ker te kvadrature je kar nekaj. A imamo že narejeno kakšno strategijo, kaj bomo s temi objekti? Ali imamo v planu iti v oddajanje v najem komu, ker konec koncev lahko tudi nekaj denarja mogoče na ta način dobimo nazaj, ker da bomo pa vse urejali čez noč, bomo šli takoj v neke investicije, pa verjetno ne bo mogoče, glede na to, da nas čaka v kratkem času tudi investicija v osnovno šolo Frana Albrehta in pa da so
tudi prioritete še vedno drugje. Zdaj, ta 2 milijona ni samo 2 milijona. Tukaj se je treba zavedati, da verjetno še kar nekaj denarja zadaj, ki ga bo mogla občina posledično porabiti za ta namen. Upam, da je tukaj narejena tudi kakšna strategija. Pa da ne bo pomote, jaz seveda podpiram nakup teh zemljišč, čeprav sem še vedno nekoliko skeptičen ravno zaradi teh cestišč, ampak se zavedam, da so zemljišča v Kiku zelo pomembna in če imamo priložnost to kupiti, potem to naredimo. Pohvala tudi za to, da se je cena znižala, tako kot se je, da smo se vseeno prišli malo bolj na prijetne številke, kot so bile pa v začetku. Upam, da se vse izpelje tako, kot se more, da bo pogodba držala, da ne bomo nekih napak odkrivali in pa da bomo ta zemljišča tudi koristno uporabili kasneje, ko bodo naša. Hvala lepa. Hvala. Beseda ima Anton Tone Smolnikar. Lep dober večer oziroma lep dan tudi moje strani. Razmišljal sem, ali naj glasujem pri prvi in tudi drugi točki, kajti 2 leti nazaj, ko smo se pogovarjali o tem južnem delu, oziroma o celotnem Kiku, sem imel občutek in tudi večkrat sem omenjal to, kar ima tudi Igor, pomislek, zakaj ceste. Ampak vendarle se mi zdi, da je dobro, da smo se tudi tako odločili, kajti vendarle bomo imeli nekaj vzvodov, ki bodo pomenili tudi lažji, boljši ali bolj korajžen odnos do drugih solastnikov. Dobra 2 milijona je številka, ki veliko pomeni. Zlasti ob investiciji, o kateri smo govorili v sredo, torej investiciji v šole in tudi velikih investicijah, ki so letos v proračunu tudi za pločnike, varne ceste, obnovo cest in tako naprej. Ampak vendarle se mi zdi ta številka še bolj velika, še bolj neznosno velika, če primerjam, kako so v minulih letih nekateri novi lastniki v Kiku pridobivali zemljišča, morda približno velika za 100 tisoče, ne pa za milijone. In če bi bil, pa bom en stavek vendarle, kljub temu, da bo morda Igor pa je rekel, da sam za nazaj hodam, če bi bil OPN sprejet kakšno leto prej, ne pa leta 2015, bi zgodba bila sigurno drugačna in teh, ne mi zameriti, ali pa ne vem, izraz bom uporabil, tisti, ki so z figo v žepu in debelimi denarnicami vstopili v nakupe, eni zato, da so naložili denar, eni zato, da so izigravali tudi občino Kamnik, seveda bi bila zgodba bistveno drugačna. Pa pojmo naprej bo treba, jaz mislim, en tak moj razmislek je, da moramo spomladi vendarle nekje na eni seji občinskega sveta, saj spomladi, slišati, kaj se dogaja z našim, bom rekel, ureditvenim načrtom oziroma dokumentacijo OPPN. In vendarle ob tej razpravi bi želel, da tudi slišimo neka razmišljanja ali da bi ta razmišljanja širše razgrnili tudi javnosti, kaj Kamničani vidijo v tem delu. Vemo, kaj pomeni v OPN-ju, ne vemo pa vsebinsko, kaj bi v prihodnjih letih bilo koristno, dobro in seveda tudi za, tako rekoč, za razvoj mesta in območja, kulturnega območja, kaj bi seveda, kakšne vsebine bi se tu uveljavljale. Mislim, da je prav, da in opozarjam tudi seveda na to, da bi bila zgodba 100% varna, kajti ne zaupam vsem tistim, ki so že znotraj območja Kika, tisti, katere sem omenil malo prej, ki so s polnimi denarnicami in tudi z čudnimi nameni kupovali to območje. Žalostni so tisti, ki so dali celo delovno dobo v tej tovarni, da mora danes občina odkupovati tisto, kar so zgradili, bom rekel, generacije pred nami, stoletja in še več, stoletje in še več. Mislim, da je to ena žalost za vse tiste, za upokojence, za tiste, ki so izgubili službo
v nekdaj dobri produktivni tovarni. Žal je seveda sistem prinesel slabe bolečine oziroma velike bolečine tudi tistim. Torej, hvala seveda podžupanoma in konec koncev tudi županu, da me je prepričal, da bodo morda ceste res tiste oziroma vzvod za dobro delovanje. Ampak še eno vprašanje si pa vendarle težko odgovorim, oziroma ga bo treba razčistiti. Kaj pa ta komunalna oprema? Lastniki, ki so že pred leti kupovali to območje, seveda so kupili takšne in drugačne stavbe, kjer je, bom rekel, zgodovinsko že plačana komunalno opremljanje in tako naprej. Jaz upam, da bomo kakšen tolar oziroma kakšen evro tudi vendarle zaslužili, če bomo kaj morali investirati, in to je Igor opozoril, da bo treba investirati, da bo potem z prostorskimi dokumenti vendarle kdo, tudi tisti, ki je kaj ceneje od občine Kamnik kupil zemljišča, da bo tudi kaj prispeval. Želim si pa, da bi to območje, ki je sicer ustavilo pred stoletjem in malo prej ta severni del Kamnika, da bo to območje vendarle produktivno izkoriščeno in seveda, da bomo rekli, da imamo tudi nekaj koristnih območij za podjetništvo, obrt, pa konec koncev turizem in rekreacijo. Hvala lepa. Zdaj, preden dam besedo pod še kdo, svetnicam in svetnikom, bi dal poročevalcu Bogdanu besedo, da odgovori na izpostavljeno vprašanje. Izvoli, Bogdan. Hvala za besedo. Ja, lahko se strinjam z vsemi govorniki, predhodniki. Seveda, kot je rekel gospod Smolnikar, si vsi želimo urejenega območja, ki pa trenutno žal ne odraža takega stanja. Gospodu Marklu bi najprej odgovoril, v severnem predelu je res so neka zemljišča, ki so parcelirana za cestišča ali pa prihodne prometnice, ki pa so pred nekimi 2 leti bili na javni dražbi in so tako trenutno v zasebni lasti. Jaz sem bil pred meseci že tudi v kontaktu z lastnikom in nakazal mi je, da je možnost, da bi tudi ta zemljišča po nekem dogovoru lahko pridobili. Tako da mislim, da je to naslednji korak, da bomo to prometno hrbtenico od juga do severa sklenili in da bomo tudi na severu prišli izven Kika na obstoječo cesto. To je naš cilj. V srednjem delu, kot ste navedli, je neko zemljišče, ki je pod upravljanjem stečajnega upravitelja, Kika v stečaju, in tisto zemljišče še ni možno v bistvu kupiti, pa del pretekle neuspešne dražbe. Tako da to zemljišče še nimam informacij, po kakšni ključu bi lahko prišel v našo last. V jugovzhodnem delu, tako ste govorili verjetno za parcelo, ki je v lasti Calcita, na tej parceli pa je že polno služnosti za dostop, če ste govorili o tej parceli, ki je v lasti Calcita. Potem bi gospodu Žavbiju, ja, zagotovo to ni konec, se pravi, s tem nakupom se za nas, za občino Kamnik, pravo delo, aktivnost v Kiku šele začenja. Do zdaj smo se ukvarjali bolj z OPPN-jem, sedaj pa zagotovo tudi z investiranjem v infrastrukturo, v prenovo cest. Koliko bo potrebno namenjati letno, vsaj toliko, kot pobiramo za NUSZ, pa jaz mislim, da prej 2-krat toliko prva leta, kakor pa toliko. Zagotovo bo nekoga potrebno zadolžiti, da bo upravljal te stavbe, tudi zemljišča, da bo nek prvi kontakt med lastniki in občino Kamnik. In prav
pred nakupom pa neke hude strategije še nismo delali, ker ima občinski svet tisti glavni glas, ali bomo to kupili ali ne, in bi bila vsaka strategija, ki bi jo pripravljali na zalogo, popolnoma mimo, posebej, če bi naročili kakšno zunanjo institucijo in bi za to morali plačati. Seveda, danes je pred nami tale predlog, je kompleksna zadeva, tudi za nas, ki smo bili pač vpeti v to brez notarskega zapisa, mislim, da ne bi šlo. In mislim, da to je varna stran, je pa zelo kompleksna zadeva in verjamem, da jo je tudi v 14 dneh težko naštudirati. Morate vedeti, da smo se mi s tem začeli ukvarjati v mesecu juliju. Danes je besedilo takšno, kot je pred vami. Poskušali smo zajeti vsa odprta vprašanja, lahko pa se zgodi, da tudi se pojavi še kdaj kakšno vprašanje, ki pa ni zajeto v tej pogodbi, ampak kar smo tekom tega procesa opazili, vsa odprta vprašanja, ki so se pojavila, smo poskušali rešiti in zato toliko časa to tudi je trajalo. Kot sem rekel, za nas se delo in aktivnost v KIK-u šele začenja, s tem se ne slepimo in se tega močno zavedamo. Hvala. Hvala, Bogdan. Besedo ima še poročevalec Sandi Uršič. Izvoli, Sandi. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Dobro leto traja tale zgodba, oziroma dobro leto je, odkar sem jaz aktivno vpleten v to zgodbo in če mi bi decembra lani kdo rekel, da bo trajalo eno leto, bi mu rekel, da je to nemogoče, ampak dejstvo je, da mislim, da smo kar dosti podrobno seznanjali vse skupaj, kako poteka. Verjamem, da je pogodba zelo kompleksna, ampak tako kot smo že ves čas govorili, da so še zadnja zemljišča v bistvu na razpolago, je to na koncu v bistvu ta scenarij, ki je Bogov povedal, v bistvu tudi delno naključi pripeljal do te pogodbe in jaz mislim, da je to tudi za nas super varianta, ker na vseh sestankih smo se pogovarjali, da v bistvu teh industrijskih hal občina Kamnik ne potrebuje, nima jih za kaj imeti, v bistvu, da jih zato kupuje na zalogo, da jih pol naprej preprodaja, bi verjetno zelo sigurno naredili negativen rezultat, ker bi jih morali prodati in bi vsi potencialni kupci to dodatno izkoristili. Tako da jaz mislim, da kljub vsem zapletom in vsem variantam, ki so bile, nam je uspelo na koncu res zgodbo pripeljati upam, da danes do enega srečnega konca. Kar se tiče pogodbe in samega nakupa, ko bo pa dejansko zadeva toliko daleč, da bo denar lahko nakazan, ko bo spet notar povedal, da so vse parcele bremen proste, takrat bom pa jaz rekel, da nam je uspelo zadevo kupiti. Takrat se pa za nas šele začne ta pravo delo. Pogovarjali smo se že, se je bilo že omenjeno, tako kot je kolega Igor povedal, nekaj rabimo zase oziroma za naše zavode, zagotovo pa se absolutno strinjam, tudi pristopili bomo konkretno k temu, da se pogleda prostore, katere prostore lahko damo naprej takšne, kot so, katere bo treba kaj malenkostno preurediti, ampak dejansko to je po mojem mnenju nakup ne za ta mandat, ampak za naslednja desetletja v bistvu rešujemo zadevo na nek način, da jaz verjamem, da bomo čez desetletja lahko semem smodnišence peljali, tako da nam ne bo neroden, kaj je za tistimi zidovi. Kar se tiče cest, sem bil tudi jaz malo skeptičen, absolutno bi bil proti, če bi kupovali samo ceste, ampak ker gre pa tukaj za en kompleks, ki dejansko je bil lahko kupljen samo tak, kot je.
Kot je že Bogdan povedal, tukaj imamo cesta, se začenja tam, kjer v bistvu nam bi bil dostop do Doma kulture zelo omejen, če ne bi kupili, in kupec je prodajal to v kompletu, to ne smemo nikoli pozabiti, ne, se pravi, vsak kvadraten meter, ki smo ga si želeli kupiti, ne, ker ga bi rabili v vsakem primeru, smo lahko kupili samo takole kot celoto, ne, tako da jaz verjamem, da bomo s tem tudi do vseh takšnih in drugačnih lastnikov na območju lahko pristopili drugače, ker bomo zdaj mi lastnik teh cest in je pa seveda zelo odvisen od nas vseh, kako bomo pristopili in kakšen nared bomo vzpostavili že na začetku, ne. Tako da čaka nas eno konkretno delo, ko bo zadeva kupljena in jaz verjamem, da bomo uspeli kot odgovorni lastniki to peljati. Hvala. Hvala. Še kdo? Še kdo se je potem prijavil Franci Spruh, pa nadaljeval še Jože Korošec, pa če ima še kdo želel, še vedno odprta prijava, pa še kdo. Torej, besedo ima Franci Spruh. Ja, hvala lepa za besedo, gospod župan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, ker je časa zelo malo, bom najprej en predlog dal. Mogoče bi tem parku lahko postavili tudi tisto, kar imamo željo, mamuta. Ampak to sam čisto kot predlog za razmislek. Druga zadeva, tisto jaz stvari v Kiku dobro poznam, ker sem bil vezan od 78. do 95. Ceste so v zelo slabem stanju. Zdaj mene samo zanima, v kakšnem stanju so vodovod in kanalizacija. To se pravi, tle bomo sigurno mogli vlagati, to neminovno, je pa to en zasuk kamenške politike v plus, ker to dejansko je neka naložba za naslednje desetletje in da se nam ne ponovi recimo območje Stola, ker vidimo, kako so se stvari kasneje razvijale. Tukaj pa imamo možnost, vemo tudi, da že občinska stavba ni čist občinska oziroma nismo domači, tako da tam gor imamo ogromen šans postaviti lepe stvari in tudi nekako vplivati na ta prostor. Župana, ste mi vzel besedo, ne? Ne, kar nadaljujte, Franci. Še, hvala lepa. Se pravi, je pa to ena žalostna zgodba tranzicije. Jaz sem to že kmalu videl po leta 90, da je pač zemljišče tisto, kar je prej to ne omenil o vseh teh zaposlenih. Zemljišče in velikost zemljišče je bila tista, ki se ni mogla izogniti tem tranzicijskim lovkam. Je pa, se pravi, tle bi bilo tudi, če bi kdo kazenske ovadbe delal, bi bilo tle kar nekaj lahko zaprtih zaradi vseh, jaz bom temu rekel, rabot, ki so se gor dogajale. Vemo sicer, da je bil odlok, da mora do leta 2000 iti Kik na meje, kar se tiče varnosti, na obzidje. To je bo praktično nemogoče, ampak gor bi se lahko ogromen stvari naredili, koliko sem tudi večkrat že omenil, pod zemljo, pod sistemu, recimo, kar se tiče avtocest, prezračevanja, in bi določene proizvodne aktivnosti gor dokaj varno in tudi dokaj učinkovito še delovale. Toliko, hvala lepa. Besedo ima Jože Korošec. Prižgite mikrofon, Jože. Lep pozdrav, se slišimo, ali ugasnem kamero? Se dobro slišimo? V redu, v redu. Ja, glejte, lep pozdrav vsem skupaj, no, tudi, bom rekel, jaz sem naklonjen temu nakupu, sicer vidimo dobri 2 hektara cest smo kupili, ne, pa malo več kot 2 hektara ostalih zemljišč in stavb. Rekel bom, to nam je bilo ponujeno v danem trenutku, cena, bom rekel, je nekako sprejemljiva. Je pa res, da upam, da bomo s tem nakupom cest in z ostalimi, se pravi, tem kanalizacijskimi vodi, probati pridobiti nazaj tudi nekaj sredstev na račun komunalnega prispevka, verjetno se bo gor še kaj delal naprej, ne, bo je kakšnih gradil ali pa obnavljali ali pa bilo kaj. Po drugi strani upam, da s tem nakupom, ko bomo postali lastniki, ne bomo, se pravi, vedno tarča vsem ostalim zainteresiranim na tem območju, se pravi, bo občina, saj to občina tudi lastnik in bo, se pravi, že zrihtala OPN. Tako da tela bo še, kot je rekel Bogdan, velikega dela še naprej.
Zdi se mi pomembno, da smo ostali, se pravi, noter, da imamo ta del, ki nas po moje interesira kot občino, kot občani Kamnika. In upam, da ni to zadnja zgodba, taka, ki jo bomo probali speljati. Še naprej se bomo seveda tudi kot občina, občinski svetniki zavzemali seveda, da v dobro občini Kamnik, se pravi, da bomo nekako pridobivali imetje, ki ga bomo kasneje lahko tudi nekako tržili. To je moj namen, treba bo ravnati gospodarno, treba bo ravnati pametno in pa treba bo ravnati tako, da ne bo občina samo vlagala posod in posod samo vlaga, to je že desetletja, stoletja, ampak da nekdaj, nekoč, ko bomo lastniki, ko bomo lastniki in ko bomo lahko neke zadeve tudi tržili. Se pravi, da bo še dodaten vir v proračunu, da ne bojo samo podražitve USZ-ja pa unih ostalih zadev, kar je prav, da so se pač zgodile na stanje, kakršno je, ampak da bodo, se pravi, tudi dodaten vir tega proračuna, ki bo iz tega proračuna pa potem seveda se lahko tudi občanom Kamnika, občanom celega, se pravi, Topinske doline, Kamniške Bistrice in vseh tudi zgradi kakšna nova cesta, kakšne nove, se pravi, komunikacije, ki so pa zelo pomembne. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima še Anton Tone Smolnikar. Izvolite. Župan, hvala za besedo. Mislim, da bi Bogdan ni odgovoril, kakšna je komunalna oprema in kaj lahko mi iz te komunalne v prihodnje tudi iztržimo. Mislim, da seveda je dobro, da kaj vemo tudi o tem. Predvsem pa bi morda želel, ker sem videl v začetku, preden smo začeli tudi Marijo Ježek na ekranu, da bi malo povedala, zdaj pa let pa pol že skoraj nismo slišali, kaj se dogaja z dokumentacijo. Smo zvrtali za tistih 190 000 vrtine, ki jih zahteva prostorski plan oziroma OPPN, ali so bile recimo v zadnjem pol leta, zadnje 3/4 leta kakšni kontakti z lastniki tega območja, ali se kaj premika ali ne, ali kar vsak tiši te parcele za naslednje tisočletje, ali bodo, bom rekel, mi bomo zdaj lažji, ne izseljevali, ampak vendarle bomo kakšno besedo imeli, to je, kot sem že prej rekel, dosti v redu, ampak vendarle, če bojo samo pasivni lastniki brez nekega interesa, da pridemo končno do prostorskega načrta, potem bomo seveda v situaciji, ko bodo naši komunalni nadzorniki oziroma inšpektori hodili, pa kakšnega jurja evra kazni prbili, ljudje bojo pa še vedno, oziroma lastniki bojo pa še vedno tolkali stare zidove, jih delali na istem mestu ali podobne in seveda daleč od OPN-ja, ki smo ga na občinskem svetu, kot rečeno, pred 5 leti tudi zarisali. Mislim, to, kar sem pa že omenil, mislim, da izpomnati pa treba kakšno informacijo, predvsem župan je pa treba zdaj medijsko izpostaviti ta korak občinskega sveta in seveda tudi tebe kot župana in podžupanov, ki so se angažirali, da se vidi, da nam ni vseeno za ta kik in seveda, da res ob velikem denarju, ob velikih investicijah rešujemo tudi, kar se je po mojem mnenju rešiti še dalo z sicer velikimi denarji. Hvala. Zdaj preden zaključim razpravo, bi dal besedo še podžupanu Bogdanu Pogačarju, dr. Marija Tadej Ježek pa žal ni poročevalec, tako da jaz upam, da bo Bogdan večino odgovoril, če ne bomo potem, če ne bo zadovoljivo, bomo dali še besedo, ampak mislim, da bo Bogdan imel vse odgovore. Tako da Bogdan, izvolite. Hvala za besedo. Čisto na kratko bom še odgovoril na tela vprašanja. Se pravi, Francis Pruk je spraševal glede stanja vodovoda in kanalizacije, se pravi, ta infrastruktura, ki je del ali predmet nakupa, je bila obnovljena v letu 2016. Se pravi, to gre za dokaj novo infrastrukturo in gre približno od hidroelektrarne do Srednjih Vrat je obnovljena infrastruktura, tako vodovod kot tudi kanalizacija in vsi lastniki, ki imajo zemljišča in objekte ob tej trasi, so priključeni na njo. To je to. Glede komunalnega prispevka, kot sem že prej v obrazložitvi povedal, pač
se komunalni prispevek bo obračunal pri investiranju, se pravi pri iskanju gradbenih dovoljenj, takrat, ko bo pač sprejet OPPN in bojo investitorji iskali gradbena dovoljenja, se bo poračunal tudi komunalni prispevek. Zdaj, ker Marija ni poročevalka, bi pa jaz odgovoril sam na tole trenutno stanje, se pravi te vrtine, ki smo pač jih kar nekaj časa čakali, no, so bili pred tremi tedni so se tudi začele izvajati, tako da stvari se počasi premikajo, upam pa, da bomo zdaj čim bolj hitro začeli te aktivnosti premikati, tako da bi v prihodnjih letih prišli do območja, kakršnega se želimo, se pravi do urejene cone, za kakršenkoli namen bo že pač služila za industrijo, za centralne dejavnosti in turizem. Hvala, upam, da sem govoril. Hvala. Zdaj, preden zaključim razpravo, bi še jaz rekel par besed na temo Smodnišnice. Alojz Prašnikar je začel z izgradnjo te Smodnišnice leta 1852. Ta Smodnišnica Purfelfabrika je bila tudi povod, da je v Kamenk 1891 leta pripeljala železnica, ki je iz Purfelfabrike vozila ven najboljše izdelke, ki so jih delali v tem delu Evrope. To je bil kompleks 70 hektarov in primerljive fabrike v Evropi ni bilo. V Sloveniji smo jo imeli, so jo zgradili in žalost vse te zgodbe je, da je konec 90-ih pa v začetku leta 2000 dobro delujoča fabrika s dobrim trgom, z znanjem, ki ga ni bilo nikjer drugje, bila pahnjena v stečaj, v propad. In na pogorišču te fabrike so se potem znajdeli novi lastniki, ki so ta zemljišča potem po nekih tem, ko jih občina ni odkupila, pač dali v odkup drugim in zdaj imamo namesto enega lastnika na področju nekih 60 lastnikov. Žalost te zgodbe je tudi o tem, da je bila na področju Smodnišnice nekdaj Iskra Mehanizmi zelo dobra fabrika, ki tukaj ni najdla nekega zatočišča in se seli na Brnk in s tem tudi delovna mesta, ki so bile v Iskri. Dobra stvar nakupa pa je, da bomo zdaj kot občina aktivno vstopali v vso to zgodbo na vseh teh 60 hektarov in da bomo soglasodajalci in da bomo lahko na dolgi rok v naslednjih letih zagotovili, da bo infrastruktura na področju javna. Kaj bi naredili, če bi bila nejavna? Prostor bi postal izolirana cona, tako kot je na primer območje Stola. En večjih kamenških recimo mislecev je rekel, da če Smodnišnice v Kamenk ne bilo, bi bil Kamenk lahko podoben kot Sankt Moritz. Torej odpiral bi se proti hribom, proti gor bi se širil, ampak to območje je takrat zavrlo razvoj tega dela Kamenka. Jaz mislim, da s tem nakupom, ko vstopamo noter kot javni sektor, se pravi javno, da bodo ceste javne, da bo infrastruktura javna, lahko naredimo možnost za razvoj tega območja in jaz sem prepričan, da bomo skupaj to tudi naredili, če bomo imeli voljo pa energijo, da stvari premaknemo naprej. Tako da jaz bi zaključil razpravo, pa bi dal na glasovanje naslednji sklep, torej občinski svet občine Kamnik daje županu občine Kamnik soglasje k sklenitvi predpogodbe k prodajni pogodbi številka 3502-458/2019 in pa druga točka tega sklepa. Občinski svet občine Kamnik daje soglasje k osnutku prodajne pogodbe vsebovane v predpogodbi k prodajni pogodbi številka 3502-458/2019. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Ga ni. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šems Stomujanovič. Glasujem za oba sklepa. Duško Papaš. Za. Božidar Pilej. Hančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel.
Za. Edi Srujovič, Za. Matija Siter Močnik, ga ni, Cvetka Slapnik, jo ni, Anton Tone Smolnikar, Ja, za. Francis Kruh, Za. Marko Šarec, Za. Mojca Škraba, ni, Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. S tem bi se iskreno zahvalil obema podžupanovama, direktorici občinske uprave in vsem, ki so aktivno sodelovali pri pripravi te predpogodbe, in verjamem, da bomo do konca speljali posel in razvili to področje, s tem se pa delo šele začenja. Hvala.